Sklical sem novinarsko konferenco zaradi izjav predsednika stranke Zares, gospoda Gregorja Golobiča, ki pravi, da protikorupcijska klauzula ne zagotavlja varstva v smislu prekinitve pogodbe v vseh primerih. Jaz moram reči, da ta protikorupcijska klauzula zagotavlja popolno varstvo v vseh primerih, ne glede na to, da je v pogodbi naveden kot izvajalec Rotis, vendar velja protikorupcijska klauzula za vse ostale. To pomeni tudi za podizvajalce in za druge. Lahko preberem to protikorupcijsko klauzulo, vendar sem prepričan, da ste jo že prejeli in da to ni potrebno. Mene moti to, da gospod Golobič pravi, da je ta protikorupcijska klauzula natančna specifikacija tistih, ki bi lahko bili prejemniki podkupnine. Moram reči, da avtor te protikorupcijske klauzule je minister za obrambo Karel Erjavec skupaj s pravnimi strokovnjaki Ministrstva za obrambo in ne sprejemam teh navedb, da ne bi specifikacija bila delo ministra za obrambo in pa strokovnih služb Ministrstva za obrambo. In pravi še naprej, da obstaja utemeljen sum, ne vem kakšen je utemeljen, ker zaenkrat ni prinesel nobenega dokaza, da je takšna dikcija prišla v pogodbo s točno določenim namenom. To se pravi z namenom, da če bi tudi prišlo do korupcije, da ne bi mogli uveljaviti posledic protikorupcijske klauzule, to se pravi najhujša posledica je pa prekinitev pogodbe. Mislim, da gre to za zelo namerne navedbe in ne razumem, da lahko nekdo tako prostodušno govori o teh stvarih. Lahko ste slišali mnenje stroke, slišal sem mnenje doktorja Pirnata, ker je zelo natančno predelil, kaj pomeni protikorupcijska klauzula. Sicer on ni videl samega besedila, ampak dejansko se razume v najširšem smislu. Glede na to, kar je izjavil predsednik stranke Zares, pričakujem, da bo tudi uresničil to, kar je povedal, saj iz Slovenske tiskovne agencije izhaja. Če se bo izkazalo, da te informacije ne držijo, bodo posledice na njegovi strani. Tako da pričakujem, da se bo predsednik stranke Zares, gospod Golobič, upravičil ministru za obrambo za zavajanje slovenske javnosti. Moram pa reči, da očitno želi predsednik stranke Zares preusmeriti pozornost v zvezi z zadevo Patrio. Včeraj vemo, da smo lahko vsi videli, kaj je bilo v oddaji, ki je predvajala ena od finskih televizij. Danes pa lahko že zasledimo, že včeraj zvečer zasledimo, da nekateri se že umikajo od tistih izjav, da so samo logično sklepali, ni nobenih dokazov, nobenih dokumentov, ničesar. To se pravi, da se uresničuje tista moj prvi komentar, ko sem rekel, upam, da ne gre za novinarsko raco, za nek konstrukt. Očitno gre za to. Meni je žal, da na tak pocen način zapravljamo ugled države Slovenije in pričakujem, da bodo tisti, ki so ponovno sprožili vso to zadevo, prišli z dokumenti. Novinar finske televizije, ki je pripravil to oddajo, pravi, da ščiti vire. Jaz nimam nič proti temu, če ščiti osebe, vendar dokumente bi pa lahko pokazal. Če bi pokazal dokumente, bi s tem zaščitil tudi vir. Tako da zdi se mi, da gre za eno predvolilno akcijo. Vemo, da nekaterim strankam zelo slabo kaže. Veste, da je bila stranka Desus leta 2004 najmanjša parlamentarna stranka z zelo nizko podporo. Danes lahko berete meritve, lahko vidite, da tisti, ki so bili včasih precej pred nami, so precej za nami in očitno potrebujejo določene opcije, afere, zato da bi izboljšali svoj rezultat. Vendar jaz se bojim, da se to ne bo zgodilo. Kot minister za obrambo pa odločno zavračam, da protikorupcijska klauzula nima nobenih učinkov, ima učinke in če bo katerikoli organ ugotovil,
da je bila storjena kakršnakoli nezakonitost, ki kaže na koruptivna dejanja, pa moram reči, da protikorupcijska klauzula določa, da pogodba sama po sebi postane nična, neveljavna. Niti ni pomembno, kdo je minister za obrambo, ker avtomatično začne veljati ta klauzula.